Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Io voglio di tal modo punirvi, a piacer mio la sentenza sarà. Pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi Antonio Calinconito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, giova un ragino, il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. Che in van desio lei posseder dovrà, vedrò per man d'amore unita umile oggetto, che in me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio, vedrò che men che io desio ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unita un vil oggetto, che in me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò a non lasciarti in pace, non ho questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere in mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Oh, che lasciarti in pace non ho questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere in mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e
Občina Radovljica je ena izmed občin, ki praznuje dva občinska praznika. 5. avgusta, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon, in 11. decembra, ko je bil rojen Anton Tomaž Linhart. Na ta dan župan občine Radovljica Ciril Globočnik vsem zaslužnejšim podeli pečate, medalje in plakete. Spoštovani in cenjeni gostje, dragi deželani in deželanke, nagrajenke in nagrajenci, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob prazniku občine Radovljica 11. decembru. V nocojšnji večer smo vstopili z arijo iz Mozartove Figarove svadbe in z njo pričenjamo spomin na obletnico rojstva našega velikega Antona Tomaža Linharta. Občinski praznik nam daje priložnost, da se poveselimo ob misli na uspešno zaključene projekte in srečevanja preteklega leta in se skupaj ozremo k priložnostim novega leta. Predpraznični večer bomo tradicionalno osredinili okoli prejemnic in prejemnikov občinskih nagrad. Med zbranimi posebej pozdravljamo župana Cirila Globočnika, članico Državnega sveta Republike Slovenije Moniko Ažman, predstavnike zgornjesavskih občin, podžupana občine Radovljica Mirana Remsa, častne občane občine Radovljica Egidija Gašperšiča, Avguština Mencingerja in Marijo Kolar, članice in člane občinskega sveta in predstavnike krajevnih skupnosti. Vsi dobrodošli na nocojšnji slovesnosti. K praznični besedi praznični besedi vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Cenjene nagrajenke in nagrajenci, drage občanke in občani, spoštovani gostje. Ob občinskem prazniku 11. decembru nas vsako leto poveže na današnji dan rojen Anton Tomaž Linhart. Žlahtni Radovljičan, slovenski razsvetljenec in imenitnik evropejski, kot so ga ob 250-letnici njegovega rojstva predstavili ob odprtju stalne razstave v Linhartovi sobi v Mestnem muzeju Radovljica. Oče slovenske dramatike in gledališča ter naš prvi zgodovinar, ki je uspešno deloval tudi na področjih pesništva, zgodovinopisja, komponiranja, prevajanja, arhivarstva, knjižničarstva, šolstva in uradništva. Linhart je bil eden tistih razsvetljenih mož, ki so sredi stoletja svetlobe in razuma tudi na Slovenskem prižgali luč, ki osvetljuje še današnji čas, pa če tudi se tega ne zavedamo dovolj, je zapisal Ivo Svetina. Praznovanje obeh naših občinskih praznikov je zapisano v najvišjem občinskem aktu, to je statutu občine Radovljica, prav tako občinska priznanja, ki jih podeljujemo občankam, občanom, organizacijam in pa drugim za prispevek k razvoju občine. Plakete Antona Tomaža Linharta občinski svet podeli tistim, ki izstopajo prav na področju Linhartovega delovanja, kulture in umetnosti, vzgoje in izobraževanja, raziskovanja in znanosti. Tudi prejemnikom pečatov in medalj so skupni dosežki, ki posegajo še na področja gospodarstva, družbeno koristnih del in drugih izjemnih uspehov. Ob občinskem prazniku jim v imenu občine Radovljica izrekam javno priznanje, pohvalo in zahvalo. Radovljica je zagotovo kulturi prijazna občina. Podpiramo bogate javne programe številnih ustanov, Zavoda za kulturo z Linhartovo dvorano Radovljica, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, muzejev radovljiške občine, Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, Glasbene šole Radovljica,
Podpiramo vrhunske prireditve, kot so Festival Radovljica, mednarodno klavirsko tekmovanje za mlade glasbenike in drugi kulturni projekti. Podpiramo tudi programe ljubiteljske kulture z izjemno obsežno in kakovostno produkcijo, ki jo cenimo tako domačini kot obiskovalci naših krajev. Ohranjamo kulturno dediščino naših krajev. Nazadnje smo prenovili ulice trškega jedra Kamne Gorice, končujemo obsežno obnovo Klinarjeve hiše s Kovaškim muzejem in kulturnega doma v Kropi. V Begunjah obnavljamo tudi grobišče talcev. V prihodnjem letu v tem kraju načrtujemo še obnovo Plečnikovega paviljona Brezjanka, v Radovljici pa obnovo grobišča borcev NOB v Grajskem parku. Skrb posvečamo tudi ohranjanju sakralne dediščine. Zlati znak gostoljubnosti smo na natečaju Turistične zveze Slovenije prejeli tudi zaradi kulturnega turizma, naše unikatne kulturne in tehnične dediščine ter kulturnih dogodkov. Na dan občinskega praznika nas skozi Linharta povezuje prav kultura. Že tradicionalno program občinskih proslav soustvarjajo umetniki in kulturniki zbrani na odru Linhartove dvorane, ki so na različne načine povezani z našo občino. 11. december je pri nas v resnici ta veseli dan kulture, ki jo sam doživljam kot čisto veselje, srečo in veliko zadovoljstvo. Naj bo tako tudi vaše doživetje današnjega prazničnega večera. Vsem čestitam za naš občinski praznik in voščim vesele praznike in srečno novo leto 2025. Hvala. V letošnjem letu je v sozaložništvu Muzejev Radovljiške občine in Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU izšla knjiga Marka Motnika, ki rekonstruira pot in življenje Linhartove družine po njegovi smrti, ko se je vdova z 2 hčerkama preselila na Dunaj. Podrobno raziskana je predvsem glasbena pot starejše hčerke Sophie Linhart, ki se je v dunajskih glasbenih krogih uveljavljala kot operna pevka. Doslej znana poročila o javnih uspehih Sophie Linhart vzbujajo vtis, da je svojo pevsko kariero začela iznenada in postala slavna tako rekoč čez noč. Njen prvi dokumentirani solistični nastop 2. maja 1813 v oratoriju Osvoboditev Jeruzalema Maksimiljana Abeja Štadlerja v Univerzitetni dvorani na Dunaju se zdi vendarle preveč pomemben in odmeven, da bi za to vlogo izbrali povsem neizkušeno solistko. Z veliko gotovostjo lahko domnevamo, da se je pred tem dogodkom že dodobra predstavila v zasebnih salonih in prav verjetno tudi na lastnem domu na trgu Kinmarkt. Zagotovo pa so ji k prepoznavnosti pripomogla ustrezna poznanstva in priporočila. Danes se bomo k njeni glasbeni poti še vrnili, da skupaj spoznamo nekatera doslej neznana poglavja naše zgodovine. Nadaljujemo pa s podelitvami prvih priznanj. Občina Radovljica vsako leto nagradi študente, ki so zaključili letnik študija in diplomo opravili z odliko. Odlične študentke in študenti prejmejo denarno nagrado za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. Prosim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika, da podeli nagrade diplomantom, ki so v preteklem študijskem letu zaključili študij z oceno 9,5 ali več. Letošnji nagrajenci so univerzitetna diplomirana psihologinja Klara Babič z Dobrega Polja. Magister farmacije Aljaž Frelih iz Ljubnega.
ter magistrica akademska glasbenica, zborovska dirigentka Lara Vilevald iz Radovljice in magistrica tolmačenja Sonja Debevc iz Ljubnega, ki pa se današnje prireditve nista mogli udeležiti. Čestitke in veliko uspehov na poslovni poti. Klara Babič, vi ste končali tudi študij z odliko in zakaj ste ga? Kaj ste študirali? Študirala sem psihologijo, izbrala sem si pa ta študij z žrebom, ker nisem vedela, kaj bi študirala in sem se pa odločila za psihologijo, tako da sem se pa tudi premislila in sem pač diplomirala sem psihologijo, zdaj pa delam magisterij iz prava. Aljaž Frelih, ob koncu vašega študija dobivate tudi vi neko priznanje v občinskem prazniku občine Radovljica. Kaj ste študirali? Farmacijo sem zaključil, torej enoviti magisterski študij farmacije. Vse ste končali z odliko? Tako, ja, v bistvu študij je bil zahteven, je bilo treba kar veliko časa posvetiti, ampak je še šlo gladko v roku, tako da. Kaj vam pomeni nasplošno farmacija? Farmacija je v bistvu eno široko področje, ki se trenutno razvija, ampak meni osebno pomeni to v bistvu pomagati ljudem oziroma pač, da se bodo ljudje bolj počutili, da bodo dalj časa živeli, da bodo zdravi in tako naprej. No. Zgolj predvsem pomoč ljudem. Adamina, il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio, un catalogo che io ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300. 1.300. Van tra queste contadine, cameriere e cittadine, van contesse e baronesse, marchegiane, principesse e vandoni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Almania 281, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300. 1.300. Man per queste contadine, cameriere e cittadine, man contesse, baronesse, corteggiani, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Nella bionda, nella l'usanza di lodar la gentilezza della bruna e la costanza nella bianca la dolcezza. La magrota vuol l'estate la grassotta e la grande maestosa e la grande maestosa la piccina e la piccina
piccina, la 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 piccina, ionior vezzosa, ionior vezzosa, ionior vezzosa, delle vecchie fa conquista per piacer di lista. Sua passion predominante e la gioven principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella, pur che porti la gonella. Voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, pur che porti la gonella. Voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, quel che fa, quel che fa. Voi sapete quel che fa. Anton Tomaž Linhart ni imel sreče, da bi slišal za glasbene uspehe svoje hčerke, ki se je vse bolj uveljavljala po dunajskih salonih in odrih. Peti so jo slišala številna znana imena, med drugim Franz Schubert in morda tudi Ludwig van Beethoven. Po tem obetavnem začetku kariera Sophie Linhart nikakor ni tekla brez ovir in niso se vrstili le uspehi. Sledili so vzponi in padci. Ne gre pozabiti, da z izjemo operne sezone 18, 17 in 18 na odru Theater an der Wien Sophie Linhart nikoli ni obveljala za profesionalno pevko. Med profesionalne glasbenike so šteli le tisti, ki jim je glasba služila kot poglavitni vir zaslužka in materialna podlaga za preživetje. Vprašanje, s čim se je Sophie ukvarjala poleg glasbe, ostaja odprto. Hkrati so očitna obdobja, ko je bila Sophie Linhart s koncerti in nastopi izjemno zaposlena, na primer v letih 1817 in 1818. Na voljo ni nobenih novic iz drugih mest in zdi se, da ni dosti potovala in se je do leta 1826 zadrževala predvsem na Dunaju. Šele s selitvijo v Ljubljano je njeno življenje postalo bolj razgibano. O tem, kako se njeno življenje zasuče v domačem mestu, pa malo kasneje. Spoštovani, sledi podelitev pečatov in medalj, ki jih podeljuje župan, ki ga že vabim na oder. Medaljo občine Radovljica prejme Nizar Altinavi za podporo osebam s posebnimi potrebami in aktivnosti v lokalni skupnosti. Nizar Altinavi združuje ljudi s svojo dobro voljo in optimizmom in jim v vsakem trenutku priskoči na pomoč. V Radovljici smo ga spoznali pred 8 leti, ko je na Linhartovem trgu zaživela njegova čajna soba. Danes nas kulturo in tradicijo priprave in pitjem čaja seznanja v čajnici, ki jo vodi v radovljiški knjižnici.
V njej zaposluje osebe s posebnimi potrebami in jim s tem omogoča vključevanje v družbeno dogajanje. V knjižnici sodeluje tudi pri prireditvah. V sodelovanju z Linhartovo dvorano Radovljica pa je organiziral že 2 kakovostna in odmevna koncerta Sevdaha. Pripravlja pa že nove projekte, s katerimi nam odpira nove poglede ter nas povezuje. Medaljo občine Radovljica prejme Andrej Jožef za nesebično pomoč pri reševanju ob požaru stanovanjskega objekta v Mošnjah. V letošnjem marcu, nekaj minut pred 7 zjutraj, je prišlo do požara v stanovanjski hiši v Mošnjah. Ko je požar prebudil 3 stanovalce, je bil objekt že poln dima. Eni osebi pa se ni uspelo pravočasno umakniti in rešiti iz zgornjega nadstropja. Klice na pomoč sta slišala soseda, ki sta poklicala regijski center za obveščanje. Eden od njiju, Andrej Jožef, je ob tem brez oklevanja odhitel po lestev in z njo z balkona goreče hiše omogočil ujeti osebi, da se je varno rešila. Poleg tega je svojim hitrim in premišljenim dejanjem izjemne hrabrosti in nesebično sosedsko pomočjo gasilcem omogočil takojšen začetek gašenja požara, ki je medtem že zajel del strehe, ter prispeval tudi k manjši škodi na objektu. Pečat občine Radovljica prejme Irena Heinrichar za širjenje kulturne dejavnosti ter predano delovanje v društvih. Irena Heinrichar je že vrsto let aktivna članica v različnih društvih, ki delujejo v krajevni skupnosti Begunje. Sodeluje pri vseh projektih, ki jih organizirajo turistično, kulturno društvo in društvo upokojencev, v katerem je tudi referentka za kulturo. Kot aktivna članica gledališke skupine Podstreha kulturnega društva dr. Jakoba Prešerna Begunje je z vlogami v 3 različnih predstavah dokazala, da je tudi izvrstna amaterska igralka. Za gledališko skupino tudi sama izdeluje posamezne kostume. Njeno posebno veselje je ples. So plesalkami v skupini Kantrič Bele popestrijo veliko dogodkov v občini Radovljica. Irena Heinrichar s svojim načinom dela in predanostjo povezuje tako člane društev kot sokrajane. Pečat občine Radovljica prejme Mateja Praprotnik Dolar za dolgoletno udejstvovanje na glasbenem področju. Mateja Praprotnik Dolar se z glasbo ukvarja že od rane mladosti. Po srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, smer klavir, je na Akademiji za glasbo zaključila študij petja. V tem obdobju je kot zboristka in solistka sodelovala z več zbori in orkestri. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor je debitirala v vlogi Fraskite v operi Carmen. V Novem mestu je v vlogi Franske sodelovala pri projektu nove slovenske opere Deseti brat. Kot zborovodkinja in pevka sodeluje z več pevskimi sestavi. V svojem rodnem kraju Ljubno že od osnovne šole vodi cerkveni pevski zbor in v župniji deluje kot organistka. Vodila je tudi mešani pevski zbor Odmev Bled, upokojenski zbor Društva Brezje Mošnje Ljubno,
korepetirala mešani pevski zbor Ljubno, otroški pevski zborček Vrtca Radovljica in zborček podružnične šole Ljubno. Trenutno vodi moški pevski zbor Triglav Lesce Bled, poje v vokalni skupini Indomabile pevskega društva Ptice Trnovke in se kot solistka udeležuje različnih priložnostnih nastopov in koncertov. Pečat občine Radovljica prejme Janez Peternelj za vrhunske dosežke na področju reje lipicanske pasme konj. Janez Peternelj na družinski kmetiji v Globokem že od leta 1994 uspešno vodi vzrejno hišo lipicancev Barbana, posveča pa se tudi v prežni vožnji. V zadnjih letih svoje lipicance predstavlja na konjeniških dogodkih v organizaciji Kobilarne Lipica in Združenja rejcev lipicanca Slovenije ter tekmovanjih v prežni vožnji. Od leta 2017 je prejel več priznanj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dosežke pri vzreji lipicanskih konj. Njegova žrebeta, mladi konji, kobile in žrebci pa so vsako leto med zmagovalnimi in najbolje ocenjenimi. Janez Peternelj ohranja tradicijo reje lipicanskih konj, ki je vpisana na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Z možnostjo najema kočije in vožnjo z lipicansko dvouprego pa v občini Radovljica bogati tudi turistično ponudbo in obiskovalcem omogoča pristno doživetje slovenskega lipicanca. Iskrene čestitke. Ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate priznanje, kakšno in zakaj? Ja, dobim medaljo občine Radovljica in hočem reči v bistvu, da ta nagrada v bistvu ni samo moja nagrada, to je nagrada cel občanov, vseh nas in bez podpore občine in bez podpore nas Radovljičanov ta nagrada ne bi bila. In kaj vam to pomeni? V bistvu pomeni, da nadaljujem, da še delam naprej, da še dam naprej, da tudi pomagam ostalim otrokom, ker v bistvu delam z otrocima s posebnimi potrebami, delajo pri meni, tako da ta nagrada v bistvu samo, da še grem naprej. Janez Peternelj, iz Globokega letos ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate pečat, vse svoje življenje posvečate vzreji lipicancev. Res je, to je za nas, bom ko rekel, to nisem sam jaz, cela družina, ki dihamo za to, ki v bistvu delamo, da lipicanca probamo pripeljati v Sloveniji bolj na širok obzorje, da ga bolj ljudje spoznajo, ker ga še premalo nekako poudarjamo, da je slovenski, da je naš in se mi res zavzemamo in se trudimo za vzrejo in nam je res uspel v teh letih, ker obstajamo, pripeljati tega našega lipicanca na en svetoven vrh. Dosegali smo vse, kar se v bistvu doseči da, tako da zdaj v bistvu je na nam, da to obdržimo in da delamo še bolj v širšem smislu, da navdušujemo mlade rejce in da jim tudi pomagamo. Mateja Prapravnik Dolar, tudi vi ste med nagrajenci, dobivate pečat ob občinskem prazniku občine Radovljica. Zakaj? Za dolgoletno udejstvovanje na glasbenem področju v našem kraju Ljubno oziroma občini Radovljica. In kaj to pomeni za vas? Ja, vsekakor sem počaščena ob tem priznanju. No. Andrej Jožef, ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate posebno priznanje in obenem zahvalo za vašo nesebično pomoč v požaru. Ja, jaz bi se res rad zahvalil tudi tisti, ki so me predlagali. Dejansko
se mi res sam ko sebi ne zdi nekaj tako zelo pomembenega, ampak pač v dani situaciji sem odreagiral in pomagal, kar se je pomagati dal. Rešili ste življenje? Ja, v bistvu neka situacija je bila, no, tako da sem res pomagal, da se je nekako rešilo fanta iz ognja. Kaj vam to pomeni danes? Ja, sigurno je to lep občutek in želim, da bi rekel vsak v taki situaciji tudi odreagiral, če se slučajno to kdaj zgodi. Irena Heinrichar, dobivate plaketo Antona Tomaža Linharta na občinskem prazniku občine Radovljica. Zakaj jo dobivate? V bistvu za sodelovanje v vseh društvih, turističnem društvu, društvu upokojencev, kulturnem društvu, v bistvu pri okrasitvi Begun v tisti skupini, v glavnem zato. Kaj vam to pomeni? Ja, vesela sem tega priznanja. Ste ga pričakovali? Pričakovala ga nisem, sploh ne, ker pač to delam rada, to delam prostovoljno, če ne bi rada delala, ne bi to delala. Provenzai mari sole, chi dal cor ti cancellò, di Provenza il mare il sole, al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol, or rammenta pur nel tuo chi gioia te brillò, e che pace cola sola su te splendere ancor può, e che pace cola sola su te splendere ancor può. Genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì, il tuo vecchio genitor te lontano di squallori, il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallor, ma se al fin ti trovo ancora, se in me speme non fai, se la voce dell'onor in ti appie non amoti, ma se al fin ti trovo ancora, se il me speme non fali. Dio me saudi, Dio me saudi, Dio me saudi,
esaudì. Ma se al fin ti trovo ancora, ti trovo ancora. Dio m'esaudì, Dio m'esaudì. In kakšna pevka je bila Sophie Linhart? Kritiki jo vedno znova imenujejo odlično in iskano koncertno pevko in ljubljenko meščanskih salonov. Njen glas naj bi bil naravno lep, prijeten, svetel, poven, prožen in čist. Iz opisov je razvidno, da je pela koloraturni sopran, kar potrjuje tudi njen repertoar. Kritiki pri opisih pogosto uporabljajo oznako ljubek, lieblich ali hübsch in enkrat celo čudežno ljubek, wunderlieblich. Sophie je slovela po ponotranjenem in čustvenem izrazu ter naravni muzikalnosti. Pogosto se omenja njeno popolno obvladovanje vokalne tehnike, v katerih so sodobniki prepoznali najboljše vzorce in odlično italijansko šolo petja. Pričevalci nekajkrat občudujejo širok obseg glasu, izenačenost prsnega in glavinega registra ter spretnost doseganja visokih tonov brez vsakršnega napora. Ko se je preselila nazaj v Ljubljano 19. aprila 1826, v domačem časopisu takole beremo napoved. Gospodična Sophie Linhart, hči našega zaslužnega zgodovinopisca in nekdanjega deželnega tajnika, pokojnega gospoda Antona Linharta, je prejela visoko dovoljenje, da prihodnjo soboto v svojo dobrobit priredi velik vokalno-inštrumentalni koncert. S tem obveščamo vse prijatelje glasbene umetnosti in jih vabimo, da s številnim obiskom podprejo to odlično umetnico, ki so jo tako na Dunaju kot tudi v štajerski prestolnici sprejeli z velikim navdušenjem. Toliko iz zgodovine. Sedaj pa k našim nagrajencem. Sledi podelitev plaket Antona Tomaža Linharta, kakor jih je po pozivu javnosti sklenil podeliti občinski svet. Na oder vabim župana Cirila Globočnika. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejme Urška Ambrožič Potočnik za povezovanje skupnosti in razvijanje kreativnosti občank in občanov ter umetniški prispevek na področju modernega mozaika v občini Radovljica. Urška Ambrožič Potočnik svoj pedagoški in umetniški čut izraža skozi mozaičarstvo. Njeno ustvarjanje je preraslo v poučevanje, vodenje tečajev in delavnic, ki jih izvaja pod okriljem Ljudske univerze Radovljica, programov projektno učenje mlajših odraslih in mladinskega centra Kamra. Izpeljala je številne skupnostne projekte. V sodelovanju z različnimi generacijami in znotraj lokalnih skupnosti so nastali mozaični projekti, ki lepšajo podobo javnih stavb in krajev. Ljudsko univerzo, staro železniško postajo in podhod pod železnico v Radovljici, dom v Ljubnem in čebelarski center v Lescah. Na letošnjem festivalu čokolade si je s turizmom in kulturo Radovljica zamislila izdelavo mozaikov iz čokolade. K sodelovanju je privabila 12 umetnikov in rokodelcev, ki so v čokoladnem mozaiku predstavili svoja dela na temo čebel in jih nato podarili domovom in skupnostim v občini Radovljica.
V galeriji Avla občine Radovljica je zasnovala in postavila že 2 razstavi. V letu 2018 razstavo Mozaik ustvarjalnosti z izdelki udeležencev programov ustvarjanja na Ljudski univerzi Radovljica in v letu 2019 razstavo Mozaik generacij ob 60-letnici Ljudske univerze Radovljica. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejme Marjetka Anderle za 40 let igranja orgel v odraslem cerkvenem zboru na Brezjah. Marjetka Anderle se je po zaključeni glasbeni šoli Radovljica, kjer je obiskovala pouk klavirja, za igranje orgel šolala na ljubljanski orglarski šoli. Pred 40 leti se je kot organistka pridružila odraslemu cerkvenemu pevskemu zboru na Brezjah. Ob podpori brezjanskih patrov frančiškanov je vsa ta leta pridobivala izkušnje iz zborovske in orglarske glasbe. Z glasbo je kot organistka zbora vsako leto prisotna na več kot 100 mašah, vajah in ostalih slovesnostih v Slovenskem narodnem svetišču Brezje. Pevski zbor ne le spremlja, temveč petje tudi vodi. Za glasbeno obogatitev slovesnosti na Brezjah je namenila na tisoče prostovoljnih ur. Med domačimi, prijatelji in vsemi, ki jo poznajo, pa je znana kot zelo prijetna, požrtvovalna in pozorna oseba, ki sebe nikoli ne postavi na prvo mesto. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejme Ivanka Kraševec Prešeren za kulturno in umetniško udejstvovanje na področju glasbe in slikarstva. Ivanka Kraševec Prešeren se je že v mladosti posvetila glasbi. Sprva je prepevala popevke in uspešno nastopala na Slovenski popevki. Kasneje je v ansamblu Mihe Dovžana in Alpskem kvintetu prepevala narodno zabavno glasbo. Svojo umetniško pot je nadaljevala kot slikarka, najprej kot članica radovljiške likovne skupine Vir. Likovno znanje in izkušnje je pridobivala postopoma, s predanim delom in navdušenjem, ki je kmalu prešlo v raziskovanje in poglobljeno učenje. Privlačijo jo vsi klasični motivi, pri tem pa največ svoje pozornosti namenja krajini in tihožitju. Kot članica kulturnega društva Sotočje je aktivna v likovni in fotosekciji. Udeležuje se številnih slikarskih tečajev in kolonij, predstavlja se na skupinskih in samostojnih razstavah. V Radovljici je v letu 2011 pripravila samostojno razstavo v galeriji Šivčeva hiša, njena dela pa smo spoznali tudi na več razstavah v galeriji občine Radovljica. Za svoje glasbeno in likovno ustvarjanje je prejela več priznanj in nagrad. Drage dame, iskrene čestitke. Marjetka Anderle, dobivate plaketo ob občinskem prazniku občine Radovljica in sicer plaketo Antona Tomaža Linharta. Zakaj jo dobivate? Dobivam jo za svoje 40-letno delo kot organistka v baziliki na Brezjah. Kaj vam to pomeni? Zelo veliko.
Zelo sem bila presenečena ob tem priznanju. Vesela zase in za vse druge organiste, ki pač veliko tudi delamo, tudi ta način je področje kulture in je fino, da nas prepoznajo tudi kot za priznanje. Urška Ambrožič Potočnik, dobivate plaketo ob občinskem prazniku občine Radovljice. Zakaj jo dobivate? Dobivam jo v bistvu zato s moje delo zadnjih 9 let, s katerim smo v bistvu prebujali kreativo občanov in občank. Potem smo povezovali skupnost skozi mozaične projekte in pa za doprinos umetnosti mozaika v občino Radovljica. In kaj to za vas pomeni? To za mene pomeni, da nas v bistvu skupnost prepoznava z našim delom, kar počnemo skupaj z organizacijo tudi Ljudske univerze in drugimi organizacijami, s katerimi sodelujem, da skupnost to sprejema in potrjuje to delo. Ivanka Kraševec, ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate plaketo Antona Tomaža Linharta za vaš dobrobit k glasbi, k slikarstvu, kar pa je sedaj vaš hobi. Ja, kaj naj pa rečem, to je hobi, ja, slikarstvo. Prej smo veliko nastopali, zdaj se pa veliko po Sloveniji vozimo, veste, in smo spoznali celo Slovenijo skoraj že, ker so malo slikarske kolonije, kakšne extempore so, imava tudi z možem razstave, on je tudi šolo slikarsko končal, ampak jaz sem ga pa spraševala in sem se tudi zraven nekaj naučila, a veste, čeprav nisem v šolo hodila. Vas je navdušil za slikarstvo vaš mož? Ja, najprej sem jaz hodila zraven, ko so slikale, prej sva bila v društvu Vir Radovljica, dokler je vodila Andreja Ropretova, gospa, ne. Pol je pa ona šla v penzijo, pa ni noben hotel prevzeti, no še leta 2006 so naju sprejeli v kliničen center v društvo, tako da sva tam tudi v društvu, imamo veliko tehle kolonij, pa razstave so skozi v kliničnem, pa še kot drugot. In čas zelo hitro teče, ne? Prehitro, gospa, veste, tako gre. In kaj vam pomeni plaketa občine Radovljica nocoj? Joj, veliko, nisem pričakovala, veste, ker lani sem dobila plaketo da sem častna občanka Metlike, ker sem Metličanka, na letos pa še to, sem rekla, pa Marija, bom zdaj umrla ali koga bo, sem že te plakete dobila, ne, bom. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, 11. december, praznik občine Radovljica, obenem pa rojstvo Antona Tomaža Linharta, dramatika, in vsako leto podelite priznanja, pečate, plakete tistim najzaslužnejšim. Tokrat so to v dobrodelnosti in pa v kulturi. Ja, res je, no, in ta praznik nam zelo veliko pomeni. To je ta veseli dan, ker praznujemo kulturo in je res vesel in jaz sem zadovoljen, da je to pri nas v Radovljici. Tako da tudi nagrajencem, nagrajencem šle priznanja in nagrade, tako da se veselim te podelitve in pa seveda tudi praznovanja na današnji dan. Spoštovani, skoraj pri koncu nocojšnje slovesnosti smo. V programu smo nastopili Ivan Andres Aranšek, solist SNG Opera in Balet Ljubljana, pianistka in solistka Kajoko Ikeda. Program sva po scenariju Roka Andreza povezovali Mojca Škofic-Vilevald in Urša Langus. Razsvetljenske in vizionarske misli Antona Tomaža Linharta, na čigar rojstni dan smo se danes zbrali, še vedno odzvanjajo. In če se sprašujete, kakšna je bila usoda Sofie Linhart? Po ljubljanskem obdobju se je za kratek čas vrnila na Dunaj, nato v Gradec, nekaj časa je bila hišna učiteljica na gradu Kleveš na Dolenjskem. Tam je spoznala svojega moža. Za tiste čase se je poročila pozno, pri 40. Z možem sta ustanovila zasebno šolo z domom za gojence, neuspešno.
Poskusila jo ustanoviti v Gradcu, kamor sta se zadolžena selila. Nato se za njima izgubi vsaka sled. Skrivnostno, kaj ne? Ali pa še ena nova siva lisa na zemljevidu naše zgodovine, ki čaka, da se razkrije. Z zgledom današnjih nagrajenk in nagrajencev, pa vse do vas, spoštovani sokrajani in prijatelji, vsak dan znova dokazujemo, kako povezani smo, da so naše vrednote poštenje, solidarnost, skrb za kulturo ter naravo, vzgojo in splošni napredek vseh, ki v srcu dobro mislimo. V imenu občine Radovljica še enkrat čestitamo nagrajenkam in nagrajencem. Želimo, da bi še dolgo aktivno obogatili naše kraje s svojim delom in optimizmom. Zato še enkrat čestitava ob občinskem prazniku in želiva vse dobro v novem letu. Za glasen zaključek pa še en povratek v Linhartove čase. Tega sveta, la 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 la, njemu ki glave ljudska davna, la 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 la, mojster kozmetike in farmacije, vraga na brije, sredi pekla. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Vse gre na mazano, kar se ne da, bravo. La 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 la. Vse gre na mazano, kar se ne da. Vse gre na mazano, kar se ne da. La 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 la. Kakor bi trenje v kročeno in urejeno morje želja, zraven vesele pesmi pripeva, tako od neba do kraja morja. La 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 la. Britvice, iglice, brušene škarice in tako dalje vse lesketa. Britvice, iglice, brušene škarice in tako dalje vse lesketa. Pisanca rožena skrivno lansira dami od cavalleria, ljubljeni dami, la 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 la, od cavalleria, la 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 la, mojster kozmetike in farmacije, vraga na brije. Sredi pekla. Vsi vame silijo, vsi vame rinejo, zali dekliči, mladi grofiči. Tega raziraj, tega kuriraj, tega protiraj, tega kuriraj. Vsi vame silijo, vsi vame rinejo, vsi vame silijo, vsi vame rinejo, zali dekliči, mladi grofiči, zelo veselo vsi. Figaro. Preveč, ni karte vsi naenkrat, Bog vas je dal, lepo trpite, vse bo še prav. Figaro, sem tam, hej, Figaro, sem tu, Figaro tam, Figaro tu, Figaro sem, Figaro tja, Figaro gor, Figaro dol, Figaro sem, Figaro tja, vsi vame silijo, vsi vame rinejo, jaz sem pak tot tega sveta. Aglobo Figaro, bravo, bravissimo, Aglobo
bello, bravo, bravissimo, anche un nici ne zna, tako ne zna, la 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 la, však nici ne zna, tako ne zna, moj senim takotom, tega sveta, moj senim takotom, tega sveta, tega sveta, tega sveta, tega sveta.